En lep dober dan vsem skupaj. Spoštovani, spremembe se nikoli ne zgodijo z medlostjo in tišino. In nikoli nobena sprememba ne bo všeč vsem, tudi kritika ne. Prizadevati si moramo, da bodo spremembe sprejemljive za večino z jasno obsodbo nesprejemljivih ravnanj. To sem zapisala ob napovedi svoje kandidature za predsednico Republike Slovenije in danes želim te besede ponoviti v nekoliko drugačnih okoliščinah, a vendarle z enako odgovornostjo. Zato bom v nadaljevanju pojasnila, zakaj po posvetovanji z vodji poslanskih skupin ne morem predložiti kandidata za predsednika vlade, ter katere so tiste okoliščine, ki so me do tega pripeljale. V Državnem zboru sedijo poslanci strank različnih političnih stališč, ki v svojih imenih promovirajo vrednote, kot so demokracija, resnicoljubje, svoboda. Te stranke je podprla večina volivcev. Prav zato je njihova odgovornost še toliko večja, da te vrednote ne ostajajo le del imen, temveč se dosledno odražajo tudi v njihovem ravnanju. Politika zame, spoštovane in spoštovani, ni umetnost možnega, je umetnost sklepanja poštenih kompromisov. In cilji v politiki ne morejo in ne smejo opravičevati sredstev. Politika je služenje ljudem in vodenje z zgledom. Spoštovanje vladavine prava, neodvisnost medijev in nadzornih institucij ter zavzemanje za krepitev družbene kritičnosti morajo biti vgrajeni v moralni kompas čisto vsakega politika. A prav odmik od teh načel danes pomembno prispeva k stanju, v katerem smo. Zaupanje ljudi v delo politikov je nižje, kot bi želeli. Spoštljivost, poštenost in dobronamernost so se prepogosto umaknile političnim obračunavanjem in kratkoročnim interesom. Zaupanje se zmanjšuje tudi zato, ker smo v predvolilni kampanji poslušali eno, po 22. marcu pa pri nekaterih videli povsem drugačna ravnanja. Kot predsednica, ki je prav tako dobila zaupanje večine volivcev, ne želim biti in ne bom del take politike. Biti predsednica Slovenije pomeni zagovarjati tisto, za kar si je slovenski narod prizadeval stoletja. Varnost, blaginjo, svobodo in dostojanstvo. Za vse nas. Nič od tega ni mogoče brez zagotavljanja človekovih pravic, vladavine prava, brez visoke stopnje politične kulture in strpnosti ter sodelovanja pri vodenju države. V teh dneh se name obrača veliko ljudi s podobnim sporočilom. Dovolj imajo razdvajanja. Hočejo mir, manj prepiranja, stabilnost. Ne želijo revanšizma. Pričakujejo povezovanje in vodenje z zgledom ter okolje, kjer štejejo znanje, odgovornost in rezultati, ne pa strankokracija, v kateri ni važno, kdo si, samo da si naš. Njihovo sporočilo je jasno. Potrebujemo širši konsenz o ključnih razvojnih vprašanjih in zvestobo vrednotam, na katerih temelji naša družba. In ja, imajo prav. Slovenija sodi med najbolj razvite demokracije na svetu. Da taka tudi ostane, sta ključna medsebojno spoštovanje in odgovorno ravnanje. Zakaj pravzaprav to izpostavljam? Ker tega ni bilo videti na nedavnih posvetih. Tam ni bilo medsebojnega spoštovanja in zaupanja. Tako kot v javnosti je bilo tudi na posvetih veliko sprenevedanja in neiskrenosti. Da pogajanja ne potekajo pred mediji, lahko razumem, vendar, če politični akterji želijo dobiti moje zaupanje, da po posvetih z njimi predlagam kandidata za mandatarja, pričakujem, da bodo govorili odkrito in pošteno. Takšna drža ni osebna zahteva, temveč temeljni standard politične odgovornosti in kredibilnosti, brez katerega ni mogoče graditi zaupanja. Ne med političnimi akterji, predvsem pa ne v odnosu do ljudi. Spoštovane državljanke in državljani, napoved in spodbuda poslancem, da bom predlagala tistega, ki bo izkazal podporo vsaj 46 poslancev,
sta zaradi predstavljenih razlogov v takih okoliščinah in v tej fazi postopka izgubili svoj pomen. Enako tudi čakanje na 46 glasov, saj tako iz posvetovanj z vodji poslanskih skupin kot iz kasnejših javnih sporočil izhaja, da ne nastaja nobena koalicija, ki bi jo sestavljala večina poslancev Državnega zbora. Kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želim predlagati. Politika potrebuje drugačno sporočilo. Spoštovane poslanke in poslanci, naj ljudje slišijo tudi vas, saj sta v vseh ustavnopravnih korakih postopka pravica in dolžnost imenovanja kandidata za predsednika vlade zgolj in izključno vaši. Zato vas pozivam, da nalogo opravite sami in zanjo sprejmete polno odgovornost. Razmerja v Državnem zboru so bolj izoblikovana, kot so bila razvidna na posvetovanjih. Prav je, da se ta stališča zdaj tudi jasno izrazijo. Zato sporočam, da zaključujem posvete o kandidatu za predsednika prihodnje vlade. Po opravljenih posvetovanjih ugotavljam, da za nikogar ni bila izkazana podpora večine poslancev v Državnem zboru, relativni zmagovalec volitev pa mi je dejal, da v teh okoliščinah soglasja za prevzem mandata ne more dati. Predsednika Državnega zbora sem tako danes obvestila, da v prvem krogu ne predlagam kandidata za predsednika vlade. Kdorkoli bo izvoljen, pa naj ima v mislih voljo ljudi, da bo odgovoren za dobrobit Slovenije in njen ugled doma in v tujini. Hvala lepa. Hvala, gospa predsednica. Sprejeli bomo 2 vprašanji. Prosim, da se predstavite, zastavite vprašanje. Dobar dan, Reni Markič s Pop TV-ja. Gospod Janez Janša je včeraj nekako dejal, da je funkcija predsednice in pa 10 poslancev, torej zadevajoč mandatarja, izenačena. Mogoče kako ste razumeli to njegovo izjavo in ali jo razumete tudi kot neko minimiziranje predsednice kot institucije? Veliko je nerazumevanja glede mojih pristojnosti, ampak gospod Janša in ostali politiki zelo natančno vedo, kakšne moje pristojnosti so in niso velike. V svojem govoru sem povedala, da je odgovornost in dolžnost imenovanja predsednika vlade na poslancih. Če mi dovolite, bi pa vendarle rada pojasnila še eno stvar. V teh dneh dobivam ogromno enih vprašanj, predvsem veliko ljudi, med njimi želi, zahteva od mene, da razpišem predčasne volitve. Te pristojnosti v tej fazi postopka nimam. V prvem krogu sem pojasnila. V drugem krogu je zdaj na poslancih, v morebitnem tretjem krogu tudi na poslancih. Šele če drugi in tretji krog ne bosta uspešna, lahko razpišem predčasne volitve. Pred časom ste dejali, da ne bi želeli podeliti mandatarstva nekomu iz afere Black Cube. Je to, da teče postopek, mogoče kaj vplivalo na vašo odločitev? Jaz sem že v eni od prejšnjih izjav povedala, da si želim, da se ta afera razčisti. Mora se zaradi politike, politikov in predvsem zaradi ljudi. In ne pozabimo, tudi na maske padajo. Zato še enkrat moj poziv, naj se postopki pohitrijo, da ti 2 aferi ne bosta kot Damoklejev meč viseli nad celotno slovensko politiko. Kaj pomeni ta neiskrenost, ki jo opisujete za vaše nadaljnje delo z novo vlado? Kakšna popotnica je to? Ja, ne prav dobra, ne? Vlada se sestavlja v imenu ljudi in za ljudi, če lahko uporabim ta stavek. In na posvetovanjih pri meni je bilo žal, tako kot sem v govoru povedala, veliko neiskrenosti, zavajanja. Tak odnos do predsednika republike, kdorkoli že tu je, ni v čast politiki. In moje glavno sporočilo danes je, in če ste poslušali moj včerajšnji govor, pogum za dialog je potreben. Potrebno je pogledati, kaj je tisto, kar Slovenija v prihodnosti potrebuje. Ne želim si razdvajanj, tudi jaz osebno ne. Želela bi si kulturo dialoga. In večkrat sem povedala, ta stavek bo na mestu, če ga povem tudi danes. Za kulturo dialoga je najprej odgovorna politika, tista na vrhu. Če mi širimo kulturo
ali bolje rečeno nekulturo dialoga, gre ta preko medijev v vse pore družbenega življenja. In to ni Slovenija, ki bi si jo jaz želela. In to tudi ni Slovenija, ki jo jaz vidim na terenu. Hvala lepa. Hvala.